Naša hiša, Radio Televizija Slovenija, danes zbira sredstva za pomoč ljudem na poplavnih območjih. Prostovoljci na posebni številki 01 472 0011 ves dan zbirajo donacije. 5 evrov pa lahko darujete tudi s pomočjo SMS sporočila, in sicer tako, da na številko 1919 pošljete sporočilo s ključno besedo Poplave 5. Osrednji dogodek bo posebna oddaja, ki bo od 20. potekala v živo v studiu, gledalci, poslušalci in uporabniki spleta pa jo bodo lahko spremljali na prvem programu Televizije Slovenija, prvem programu Radia Slovenija, Televiziji Maribor, Radio Maribor in Radio Koper ter na spletnem mestu. Akciji se je pridružila tudi Pošta Slovenija, ki je za prizadete v poplavah namenila 10 000 evrov pomoči. Prav tako pa ne bo zaračunavala provizij za vplačila plačilnih nalogov humanitarnim organizacijam, vsem, ki želijo poslati pomoč na prizadeta območja, pa še vedno omogoča tudi brezplačno pošiljanje pošiljk v zbirne centre. Središče Maribora so včeraj znova zasedli protestniki, ki so zahtevali odstop župana Franca Kanglerja. V mestno hišo so metali jajca, paradižnike in kamenje ter zažigali Kanglerjeve fotografije. Elektorji, ki so v času protestov Franca Kanglerja izbrali za državnega svetnika, so s težavo zapuščali volilne prostore. Množico so razgnali policisti, ki so nato župana in še nekatere pospremili domov. V akciji sta bila poškodovana 2 policista. Ko so objavljali mediji, da je danes preko spleta oziroma Facebooka napovedan shod, je to pač odzvalo tudi takšno reakcijo, da so pač prišli in protestirajo, kar nič ni narobe, če protestirajo. Podjetje za proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov v Košaki, TMI, bo šlo v prisilno poravnavo. Tako je sklenilo vodstvo, saj se podjetje že od poletja spopada z likvidnostnimi težavami. Kot smo izvedeli, je usoda podjetja 140-letno tradicijo v rokah ameriške korporacije IMAP, ki se trudi v Slovenijo privabiti tujega strateškega partnerja. V Mariboru poteka generalna skupščina krovne Evropske mladinske organizacije Evropskega mladinskega foruma. Slovenija bo tako do sobote prvič gostila več kot 200 predstavnikov evropskih mladinskih organizacij. Na skupščini bodo izvolili tudi novo vodstvo. Generalna skupščina predstavlja uvod v aktivnosti Evropske prestolnice mladih. Gre za naziv, ki ga evropskim mestom vsako leto podeljuje Evropski mladinski forum in katerega nosilec bo v letu 2013 Maribor. Nogometaši Maribora se bodo danes zvečer v Atenah v 5. krogu skupinskega dela Evropske lige pomirili s Panathinaikosom. Na prvi tekmi v Mariborskem Ljudskem vrtu so Mariborčani zmagali s 3-0, točke pa želijo dobiti tudi na gostovanju. V petek bo pretežno oblačno, predvsem po noči in dopoldne bo ponekod občasno rahlo deževalo. V soboto in nedeljo bo delno jasno z mirno oblačnostjo, ponekod tudi pretežno oblačno. V nedeljo bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Zbiramo odzive po izvolitvi Franca Kanglerja za državnega svetnika in protestom na Rotovškem trgu. Dobrodelni so tudi na srednji ekonomski šoli, kjer zbirajo sredstva za invalidski voziček svoje dijakinje. V Mariboru je bila premiera dokumentarnega filma o otrocih brezdomcih v Ukrajini. Bodite z nami ob 18.